En lep pozdravček ponovno v tejle skupinici Čarobno telo vsem vam, ki želite izvedeti kaj več o tem, kako svoje telo vključiti v zavestno ustvarjanje svojega življenja, kako poseči po tistem zavedanju, ki ga ima vaše telo, oziroma odkleniti stvari, ki so zaklenjene v vašem telesu. In danes, ko se pripravljam na to delavnico, ki jo imamo jutri, torej odpravljanje gluhosti, kjer se bodo ljudje lahko naučili enega telesnega procesa, s katerim odpravljamo vsa tista mesta, kjer smo se naredili v svojem življenju gluhe, oziroma smo kaj zavrnili slišati, oziroma kaj nismo marali slišati, smo kaj sovražili slišati, koliko pravzaprav to, neka taka odločitev, ki smo naredili, potem zmanjša naše celotno prejemanje. In to prejemanje ni v smislu, tukaj ta resnično sam govori o prejemanju nekih materialnih stvari, dejansko se gre za prejemanje zavedanja, torej za prejemanje informacij, ki jih kar naprej prejemamo od vesolja, kar naprej jih prejemamo od ljudi okrog nas, od recimo, ali beremo neko knjigo, poslušamo nekaj in dejansko se sprašujemo, recimo, kaj bi nas popeljali naprej, ampak ravno zaradi teh odločitev, da nečesa nočemo slišati, da nekaj zavračamo slišati, potem to dejansko preslišimo tudi to vrstne informacije, preslišimo, oziroma, kako bi temu rekla, razveljavimo to vrstna tudi zavedanja, ki jih prejemamo. In kako to pravzaprav nastane, torej, pač ne vem, recimo, če jaz povem iz svojega, recimo, otroštva, moja mama se je zelo tako eno obdobje se skozi sam drla, ne vem, pač je imela svoje probleme in je pač na tak način izražala svoje nezadovoljstvo, in dejansko jaz od takrat naprej, vedno, ko se nekdo začne dreti, vedno, ko začne, recimo, ko nekdo poviša glas, ko je bolj glasna, dejansko se, kako bi temu rekla, zaprem, se naredim gluho, se dejansko izločim vse, kar bi lahko od tiste osebe prejela, ker to recimo, da se nekdo dere na nas, to ne pomeni, da nam ne more biti prispevek, to ne pomeni prvo kot prvo, da ima sploh to dretje kakršnokoli zvezo z nami, običajno nima, je pač govori nekaj o tej osebi, ki to počne, oziroma ki govori takšne stvari, ki jih pa nismo radi slišali, in to ne pomeni, da nam ta oseba ne more biti prispevek na kakršenkoli drugačen način. To ne pomeni, da ta oseba še vedno ne more biti hvaležna za nas, da ne moramo dobiti njene hvaležnosti, njene prijaznosti, njene nežnosti po drugi strani, ali pa recimo nekaj, kar nam dejansko lahko preda neko informacijo, ampak zdaj delujemo na tak način, da vedno, recimo pač se jaz govorim za sebe, vi to pa boste na lasten način svoj presodili, na kak način pa vi delujete na podlagi teh odločitev, ki ste jih v svojem življenju naredili, glede tega, kaj zavračate slišati, kaj nočete slišati, kaj sovražite slišati, in dejansko na ta način si dramatično zmanjšamo to prejemanje, ki nam je na voljo. Torej vesolje nam nenehno pošilja informacije, nam nenehno skuša prispevati, ampak mi s vsemi temi stvarmi, ki smo se odločili, da jih nočemo slišati, da jih nočemo več poslušati, da jih nočemo, zavračamo slišati, dejansko ne dobimo teh, tudi ne slišimo vsega tega, kar dejansko nam je na voljo. In kako to pravzaprav nastane? Torej, mi se v enem trenutku v življenju odločimo, recimo, da imamo neko tako situacijo, jaz tega nočem več poslušati, ali pa jaz to ful nerada poslušam, ali pa sovražim to poslušati. Ali pa nam je nekdo nekaj govoril in smo to zavračali, to njegovo mnenje, nismo želeli tega slišati, smo zavračali to slišati. In na ta način, s to mislijo, najprej nastane ena taka misel in potem si na ta način poslabšamo sluh. Torej se naredimo gluhe za določene stvari in to se potem prikaže na našem telesu v obliki poslabšanega sluha. Pa zdaj to, recimo, jaz ne morem za sebe reči, da slabo slišim, ampak imam take, recimo, se mi včasih ušesa zamašijo, mislim, zdaj pač ne več, odkar se z aksesovimi telesnimi procesi, pa to ukvarjam, z aksesom ukvarjam, pač občasno, ampak si pač to z raznimi vprašanji potem odpravim, ampak recimo, če pogledam zdaj nazaj, še tista leta, tista desetletja
pred tem, ko sem sploh poznala ta orodja, nenehno neka težava z ušesi in tudi recimo zdaj tekom teh telesnih procesov, ko jih izvajamo, ko jih delamo drug na drugem, sem tudi spoznala, recimo, imela sem en tak trenutek oziroma dan, dva, ko je bilo moj sluh se je toliko potenciral, da sem slišala dobesedno stvari, ki jih prej nikoli nisem slišala in to je, dejansko sem lahko bi veliko bolj slišala, kot pač trenutno slišim. In ta proces, ki ga bomo delali jutri na delavnici, se imenuje pozivanje gluhosti in dejansko s tem procesom, vsak proces se izvaja s polaganjem rok po telesu, v tem primeru pač na ušesa položimo roke in pokličemo vsa tista mesta v telesu, kjer smo zaklenili s to mislijo, in kjer smo se naredili gluhe. In to ne pomeni, da smo se sam gluhe naredili tako sluh, ampak dejansko tudi, da smo se naredili gluhe recimo s telesom, celotnim telesom, da s celotnim telesom več ne prejemamo. In dejansko s tem telesnim procesom odpravljamo vsa tista mesta, kjer se to pojavlja, kjer imamo to v svojem recimo in telesu in svojem vesolju, da recimo nočemo nečesa slišati, na podlagi tistih odločitev, ki smo jih nekoč naredila, zdaj vsak recimo človek, ki pride v naše življenje, če se obnaša na podoben način, kot se je tisti človek, na podlagi katerega smo se mi neko odločitev naredila, takoj gremo na nekega avtopilota, takoj vse izklopimo svoj sluh oziroma prisotnost, lahko gremo kar nekam tako, postanemo neprisotni in tako naprej. Dejansko vsa ta mesta, ta telesni proces odpravlja in vas lepo vabim, da se jutri udeležite te delavnice. Potekala bo ob 6. uri, bo 3 urce, taka kratka, luškana delavnica. Te delavnice so vedno lušne, so zelo take negovalne, nežne, prijetne. Dela se v parih, torej ljudje delajo drug z drugim, neobičajno pač tako določen, kdo s kom dela, kdo je pač največji prispevek za koga, in se tako lepo se vležete na masažno mizo, oziroma ta proces se lahko dela tudi sede, glede na to, da je pač določena lokacija na ušesih in potem vi sam ležite in prejemate ta proces in na podlagi tega se potem izboljšuje ne sam vaš sluh, ne sam te stvari, ki jih imate z ušesi zdaj, ampak dejansko vaše celotno prejemanje. Vsi ti telesni procesi Accessovi so dizajnirani tako, da vam omogočijo več prejemanja, da začnete več prejemati v svojem življenju, manj delati, več prejemati in tudi to, da začnete postajati bolj povezani s svojim telesom, bolj zaznavate informacije, ki vam jih telo nenehno daje in na ta način se tudi dejansko vse vaše življenje postaja lahkotnejše, bolj kvalitetno, radostnejše in na ta način, ko začnete več prejemati, to smo rekli, to niso materialne stvari, seveda na podlagi tega prejemanja, ki se nam odpre, lahko tudi skreiramo pa več materialnih stvari, ampak to prejemanje, o katerem govorimo o Accessu, torej zavedanje, da začnemo prejemati zavedanja informacij, ki so nam na voljo, to se tudi na podlagi tega potencira. Tako da lepo vabljeni, bom prilepila link pod tale, do pač opisa delavnice pod ta video, prijavite se pa meni na barbara@uresnicisvojasanje.si ali pa me pokličete po telefonu, če rabite še kako dodatno informacijo oziroma se lahko tudi prijavite po telefonu, tako da lahko pripravim še materiale, ki jih dobite na delavnici in vse ostalo potrebno. En lep pozdravček in se vidimo ponovno prav kmalu. Pa!